Večer s knjižnico. Super. En prav lep dober večer vsem, ki ste danes z nami. Predvsem Petra Vladimirov, današnja gostja. Živijo. Dober večer. Petra, v mojem naročju je tvoja knjiga Evforija, o kateri se bomo danes pogovarjali. Ja, se veselim. Obe se veseliva tega pogovora. Ampak, da pa začnemo, predstavljam si, da marsikdo Petro dobro pozna, ampak kljub temu nekaj dejstev v zvezi z njo in z njenim ozadjem. Petra je pravzaprav psihologinja, magistrirala tudi iz sociologije. Sicer pa zaposlena v vzgojnem zavodu Kranj, kjer se ukvarja z mladostniki, ki imajo določene čustvene in vedenjske motnje. Ti mladostniki so tudi zelo aktivni del tvojega romana, Trgaškega romana. Tako. Sicer pa bi jaz pravzaprav tebe predvsem označila kot športnico po duši, športnico v neki svoji bazični, neki, ne vem, kot če bi prinesla ta duh iz svojih prejšnjih življenj. Kar je zanimivo, ker ko bereš, ko začneš z branjem, ugotoviš, da pravzaprav šport ni bil tako ti položaj vzdivalko. Ne, niti ne. Zelo težko, v resnici se še do danes zelo težko identificiram z športnico in tudi tako, ali pa sploh bom rekla, ker mi kdo reče tekačica, ne, pa jaz rečem, kje, jaz nisem noben tekač, ne, pa športnica. Tudi ta beseda me tako, takoj, ko se reče šport, se jaz pomislim na neko košarko, fuzbal, na neke profesionalne take športe. V resnici sem se pa jaz veliko bolj kalila ali pa še danes znajdem pa v naravi. In potem gre pravzaprav vsa ta moja aktivnost za neko pomikanje skozi naravo, se pravi, je to lahko tek, je to lahko hoja, so to lahko hribi, plezanje, turna smuka, je to lahko potovalni kajak, no potovalni kajak je zdaj sploh nova strast, se pravi, to je kajak, kjer gre noter neverjetno veliko, to je torbica od Sportbilja, neverjetno veliko krame gre noter in noter lahko zapakiraš tako za en teden, hrane, pijače, pivo, šotor, spalka, zakuhat, ni da ni. To ne rabi stalnega naslova. Če poština bilanje in gor prišel. Odveslaš, ja. To mi je pa ena zdaj bolj ljubih stvari. No, tako da jaz se bolj, ne kot športnica, šport se mi zdi tako nekako suhoparno, no, sem pa, nekdo, ki čim več časa želi prebiti v naravi in pač uporablja vse sorte načine premikanja. Zdaj mi je prišel na misel en izraz in sicer mogoče bi ti lahko rekli pustolovka, raziskuješ, rada si v središču življenja, v knjigi opisuješ tudi izkušnje z odrskih desk. Tako nekako sem jaz sledila, si ti v svojih teh mlajših letih, ko si se šolala, si v bistvu si hodila na Metelkovo, si hodila dramo, si bila v nekem dramskem krožku. V resnici te začetke so bili čist neki drugega. Potem je bil pa nek tabornik in potem si šla v hribe in zdaj, če ven vlečem citate, potem si sred bohinjskih gora naletela na gorskega tekača v teh minimalkah in si rekla, kaj je zdaj to? In to je bila v bistvu mogoče tvoja prva ljubezen na prvi pogled. Ne vem, tudi kako sem jaz začutila. Zanimivo, da kako je bil to tak res zelo bežen dogodek. Jaz sem bila še po mojih najstniških letih. Sem res hodila po nekih bohinjskih hribih z tistimi gojzarji, ki so bili po moje 2 kile vsak čevelj, rudzak težek, tako, ki je bilo treba, kad se še vedno tudi govori, da za hribe pa treba imeti opremo. In vem prlaufa. Tako res unegatke je imel, kako mi kada blestvune, ta najlažje, ta najmanjše. Majčko, ki je sam lih tok, da je kaj gorne. Prlaufa pa me je eno flašo imel v roki, nič drugega. Mislim, da še zdaj smo gorski tekači bistveno bolj opremljeni. Ta je bil pa brez vsega, pa še danes bi me zanimalo, kdo je to bil. Ker jaz sem ga kar tako, wow,
to je bilo nekaj norega. Ne? In takrat sem prepričana, da se v resnici res še ni gorsko tekel, ker je zdaj to, mislim, da strašno in da vsak, jaz rečem, vsak ne more laufati, oziroma ko smo bili slabi tekači cestni, smo šli pa v gorski tek, tam lahko pa tudi večino hodiš, pa se že šteje, da laufaš, ne? Da si prelaufal, tako da, ja, to je bila ena taka fascinacija, pa to, kar si tabornike omenila, v resnici sem jaz že od majhnega hodila k tabornikom. To pa že čist v tistem 3. razredu, ko si izbiraš krožke, pa sem jaz rekla, v redu, gremo k tabornikom. In ja, mi je strašno všeč ratal to, ker zdaj, takrat smo gledali pustolovske filme, pri tabornikih se je pa živelo to pustolovstvo, pa smo šli bivak delati, pa smo v gozdu prespali. In to se mi zdaj malo tega, ne, wow, vse je skrivnostno, vse je divje, odkrivamo zdaj neke nove stvari, čeprav smo kampirali, tle nekje, ne. Kad majhnem otroku se ti to zdaj, wow. Pa moram reči, da tega pa niti v knjigi ne omenjam, ampak jaz mislim tako, en velik del, zdaj sem mogoče malo krivico naredila, je bila pa moja sestrična, ki je pa, če je zdaj stara, koliko je kar enih 18 let starejša od mene, ali pa tam nekje, je pa na Nizozemskem, že to se mi je zdelo, wow, ne, sestrična z Nizozemske, pa strašna alpinistka in tudi poročena z alpinistom, ampak takim resnim alpinistom, Himalajcem. In ona je pa kakšne slike kazala, ki jih že v Nepal hodila takrat, ne. In to se mi je zdelo, wow, to pa jaz enkrat, pa tudi jaz kaj takega želim, ne, tako da tle so bili v bistvu bolj taki. In v knjigi točno nek tak zaporeden, neko tako zaporedje opredeliš, in sicer iz odrskih desk, če me poenostavim, greš v hribe in med drugim prilezeš skoraj do 8000-čakov, na kar se ti zgodi nek klik, na enem 7000-čak plus nekaj, kjer bi si v bistvu mogla zamisliti, da naslednji cilj je pa 8000-čak, ampak ti si v bistvu rekla, da to pravzaprav ni zate. Si se nečesa ustrašila, oziroma nekaj se ti je zgodilo in si šla potem nazaj v dolino, ne? In si tam ostala in potem si začela teči. Ja, tako nekako poenostavljeno, zdaj to je zelo tako, ja, a veš, bolj spontano se je vse odvijalo, no. Ampak ja, res je, da najprej so bili hribi tista moja prva strast, jaz se še spomnim, tudi ena taka čisto odbita zgodba, ki se mi danes s to mladino zdi skoraj nemogoče, da jaz sem bila stara po 14 let, sestra 12, še z nekimi prijateljicami smo se v Ljubljani usedli na avtobus in smo se zapeljali v Preddvor in potem smo šli same na Storžič z zemljevidom. 14 let stara. Tako zdaj se mi zdi, da to in tisti mi je zdelo, wow, ampak takrat smo mi res zemljevid odprli, mi smo res pot iskali, mi smo res same mogli hoditi na tisti Storžič, ne, in to se mi je zdelo, da to je pa nekaj, kar mene navdušuje, ne, in potem, ja, so se zmer bolj začeli, sem vedno bolj začela tam enkrat po času faksa v hribe hoditi, pa tudi omenjam, ja, kombinirala s potovanji v Azijo in zmer se nekako tako poklopili, da so bili še kakšni hribi zraven, oziroma se mi je zdelo, da če greš pa v hribe, pa res nekako odkriješ čisto najbolj pristno, neokrnjeno naravo, svet, ki je tam, ne. Tako da sem zelo, zelo rada v hribih. V resnici naših evropskih hribov še nisem toliko poznala, kakor sem že hribe po svetu, Himalajo, pa po Indoneziji, po tistih vulkanih, ki so tu čez 3000, pa v Iranu. Tako da ogromen teh hribov je bilo. In ja, potem se je pa tudi pot nekako meni na 7000-čak pripeljala in takrat na Piklenina. Pa še vmes so bile zelo odštekane zgodbe v Nepalu, ker sem šla tudi v resnici sama ker prijatelj zbolel, no, in je nehal, jaz sem šla pa pol sama iz Tibeta, ilegalno čez tisti prelaz Nangpala, tega je pol še Kozjek posnel tiste nune, ki so streljali tudi tam, ne vem, če se spomnite, en dogodek je bil, tam je en prelaz med Tibetom in Nepalom, 5500, kjer Tibetanci v bistvu bežijo v Nepal pa potem naprej. In ali pa grejo trgovati tja z Namče bazarjem, ki je malo stran, in tam sem jaz prišla pod Čovoju, takrat so imeli policisti neko odpravo pod Čovojem, še Viki Grošelj jih je vodil, to je bila neka strašna policijska odprava, mislim 2001,
In jaz sem šla malo pogledat. No, kad sem bila mehna pa nora, pa vsaka ideja mi je bila, ja, super, grem. In sem šla malo pogledat, no in pol takrat je pa še grošel, no in pa rekel, a bi ti šla tlele čez tale prelaz v Nepal, pa sem rekla, pa bi šla, ne. Sem stara 28. Ja. In tako da sem res, pa so še neki Čehi prišli, pa so rekli, a tlele čez se da, pa sem si rekla, vi bi šli, pa pojmo skup. Tako da potem smo res šli čez tist prelaz in še do danes, no, ko me sprašuje, kjer je bila najbolj nora stvar v mojem življenju, jaz mislim, da je bilo kar to, ker to je tak prelaz, veš, tako odprt, na 5500, taka, v bistvu prideš čez en ledenik, pa to ni ledenik, ki bi hodil po njem, ampak moraš iti skozi, čez razpoke moraš najti pot. In potem gor na tist prelaz in tam si kot mravljica na belem, ne, tako da te fino lahko postrelijo. Tako res je grozen, ker tisto streljanje se je potem za nami zgodilo. In potem ima še 3 dni hoje do Namče Bazarja. Divje, res, to je bilo pa nekaj fantastično. No. In potem smo s temi Čehi seveda šli še polno neumnosti smo naredili, še polno hribov smo šli, ker sem jih za vsak hrib vprašala, pa imate vi to dovoljenje, ker so bili tudi že 6000 in tako, nekaj je bilo treba že kaj plačati. So Čehi rekli, imamo. Pa sem mi sekal, no prav, pa grem jaz tudi z vami. Pa smo pa šli, ne. Tako zelo je bilo po češko, kot se zdaj govori, ne, tukaj, ki obstajajo razni stereotipi v Čehih, ampak ne so bili fejst fantje, tudi nek alpinist je bil zraven, tako res lušten. Pa bi pa ta pik Lenina, no. 7000 tudi brez težav. In takrat je bila pa pol res nekako logična, bi bilo, da je 8000, ne, in res sem malo že razmišljala, Čoju, Šišapangma, to so 8000, ki so relativno lahki, ne. Pa en moj prijatelj umrl, lih na Čoju pa bil je stroj. Miha Valič bil je res stroj, alpinist, tako da je laufal po hribih, po kakršnih koli smereh, no. In je umrl, tako v neki bizarni, oziroma niti ne vejo, mu je pač žila počela zaradi edema ali kako. Tako niti ni bila neka taka konkretna nesreča, ne. Tako da takrat sem pa rekla, joj, zakaj, ne, mogoče pa dajmo kaj bolj varnega, ne. Zdaj, ko sem pa že malo pozabila, kako je tam zafrknem pa zoprn, kako je zoprn tam gor nad 7000, ker nimaš kaj več dihati, zdaj bi pa spet malo šla, ne, pa sem lih Žani rekla, ti kaj, če bi mi dve šle? Pravzaprav je to tudi eno od mojih vprašanj, potem, ko pretečeš progo, kakršna je opisana v tej knjigi, ne, se pravi 233 kilometrov, bova zdaj o tem večkrat spregovorili, ne. Ko pretečeš tako progo s takimi v takih brutalnih pogojih, kaj potem še ostane? Mogoče začela s tem, oziroma pojva ta krog, pojdiva v Andoro, pa poveva nekaj o tem. Ta knjiga je del knjige je dogodek v Andori, ki se tudi imenuje, ta tekma se je imenovala Euforija, žal je tudi ni več. In je del tekaške prireditve, ki pravzaprav pokrije celotno Andoro in tam je več razdalj od 10 pa do nekako 233 kilometrskih, pa pol 40, pa 80, pa 113, skratka, več teh razdalj, ena izmed njih je bila tudi ta, ki pa je 233 kilometrska, za razliko od ostalih je neoznačena, se pravi, da ti dobiš samo GPS sled, in nimaš zastavic, ki bi tekača usmerjale. Kar je problem s tem GPS sledjo, je tudi to, da veliko terena je pravzaprav brezpotja, kjer greš in ti moraš iskati prehod na brezpotju. Zdaj, če imaš čist sled, pa pot že nekako veš, v redu, tlele je pot, razcep, tole je ta razcep, če pa nimaš, je treba pa prehode iskati in na 3 ure na nekem grebenu, je pa že kar važno, greš ti 5 metrov levo ali pa desno, ker je lahko prepad 5 metrov levo desno, ne? In je to neverjetno težko. Poleg tega še v paru si, ves čas, mislim, da tudi več kot 100-200, ne vem koliko točen je zdaj bilo, ne me za besedo, 200 metrov recimo, nisi smel niti narazen iti. Ja, ker potem so bile že neke kazenske, neki prebitki, so ti dali časovne, mislim, da tako da tudi to in to, kar pravijo, v paru se je pa lušten, ne, potem to pa si pomagaš, v resnici je velikokrat ravno obratno, da je pa ravno v paru terja ogromen prilagajanja in velikokrat je tudi tako, da nisi ti v paru
ki si, mislim, tudi dobre volje, ne, ampak velikokrat si tudi, imaš ti krizo ali pa ima sotekmovalec krizo in takrat, ali pa ta pa oba krizo, ne, pa je obema težko, takrat je to zelo težko psihološko. Ali pa včasih še težje, ko si ti ravno krizo prebrodil, pa ti zalaufa, pa bi zdaj zlaufal, pa stisnil, pa veš, super, pa ima ta drug krizo in ne moreš. Ja, tako da to je kar v resnici bistveno bolj počasno uparano. In tudi mnogi so se skregali, tako resne fajte so imeli tudi med nama, jaz priznam, da so bile napetosti, ker nemogoče, da niso napetosti, ne, ker prideš v take ekstremne situacije. Ampak ja, sem videla, da so se kar dogovorili, da kregale se ne bovat, ker tudi sam energijo vzame. Tle se pač ustaviš, pogoltneš, narediš tako, da najboljš nekako skozi prideš. Samo nadzoruješ se, pravzaprav je to najbrž edina metoda, po kateri lahko preživiš. Sam pot imaš. Sam pot imaš v glavi, ja, tako je. Ja, da odmisliš te. Ti na pamet ni pada, da bi prav nek se kregal. Nekaj ni v redu, pa poveš, da ni v redu. Aha, okej, dajmo tako pol. Nekaj rešitev tako v sekundi nekako najdeš. Ja. Pravzaprav je to najbrž tekma, ki jo dobivaš po korakih in jo lahko tudi zgubiš. Ja, to nepredvidljivo, tle se nikoli ne ve. To zelo nepredvidljiva je, da res težko rečeš, kako bo. Ker si pa vprašala, kaj lahko še več, marsikaj. Zdaj to je ena izmed, ampak te tekme in to v bistvu niso več kot tekaške, jaz bi rekla, to se reče endurance, vzdržljivostne preizkušnje, ne. Če sem prej slišala prav, si dejala, da ta tekma ne obstaja več. Ne. So jo ukinili? Ja, ampak v bistvu zaradi nekih koronskih kolobocij, ki je bilo, zdaj zaradi korone, pa pol so se neki zamerili, pa skregali, pa lej. Ampak so, seveda probajo podobne tekme, neoznačene, samooskrbne, ja še to, da tudi tukaj so bili samo teh 5 glavnih tranzitnih con, kjer si se lahko karkoli uskrbil, drugače ni bilo nekih, ki so sicer neki štanti, pa dobiš za jest, pa tako tega ni bilo. So še podobne tekme po Evropi, pa tudi mnogo daljše. Zdaj imaš Tour de Jean, pa Swiss 360, pa... Tour de Jean je označena. Ja, Swiss 360, pa kaj so še v sklopu Mont Blana so še neko naredili, ki je tudi neoznačena, pa tudi zelo čez težek teren gre. Tako da probajo, ne vem pa, če so kjero v paru določili, ne vem, če ima kjero to. V paru je ta okoli Mont Blana. Ja. Recimo en odstavek, Julian Morsillo, 2-kratni zmagovalec preizkušnje Tour de Jean. Ki sicer velja za kraljico gorsko-tekaških tekem v Evropi. Je o njej povedal, da v primerjavi z Euforijo ta 330-kilometrski tor, da je v bistvu videti kot atletska steza. Ja, ker tle teren. Zato, ker so spojne poti, pa označene je... So označene poti. Tor je po res lepih potkah, tole je pa čez en sam šoder, no, to je grozljiv. Pa na začetku, ko prišel v Andoro, rečeš, vse so hribčki lepi, zeleni, porasli s travco, ne, to je ogromen enega šodra. In to so vse kruši, vali, kotali, tudi te trave so lahko zelo strme in velikokrat treba najti pot navzdol po travah, ne po poti, in te trave so mokre, drsi, tako da res ni lahek teren. Ogromen je nekih takih granitnih skalnatih blokov, čez kjere imaš včasih kilometer prehoda čez tiste, ali pa tudi več, no. In čez tiste se pravzaprav kobacaš. In tiste tudi, pa misliš, vse je v redu, taki ogromni bloki so pa verjetno primer, figo, to so vse premika včasih. Pravzaprav si pa ti bila na progi Euforija 2-krat. 2-krat, ja. Prvič je bilo 2017, če se ne motim. Takrat je padla skala, na srečo ne na glavo, ampak na nogo, se pravi, si predstavljam takole nekam. Ne, semle, takole. Direkt takole nadgližen. Na mečnico. Mečnico si imela zlomljeno. Tle zadaj. Tole. Bilo je pa tako, da še dosti na začetku smo se spuščali po enem takem koloarju, lih pod nekim
zelo zoprnim, strmim, brezpotjem, krušljivim, neskončno krušljivim. Tam smo še nekaj lutali vsi, kad se pravim, to je bilo treba najdeti prehod. Ne? Zdaj, mi dve verjetno nisva niti prvič, niti drugič najdli optimalnega prehoda, ker zmer sva nekaj na pol poplezavali nadolno. Tako je bilo res zoprn. In seveda pri tistem to vsi tekmovalci iščejo ten pot, nekako probajo sebe dol spraviti. In mim gre kdo kaj sproži, ker šodra je bilo ogromen. In tako je eden nad mano v resnici sprožil kar en podor, kamna in skalovja in to, kar se, ne vem, iz 100-200 metrov na tabo začne kotaliti, dobiva ogromno hitrost in seveda tudi moč. In te skale so bile ne tokle velike in že takle kamen, ki preleti tle, sploh ni vprašanja. To te spodreže polom, zdaj če bi to v glavo prišel, bi se pa verjetno končal. Bi najbrž umrla, no, ker to so bile res. Tudi Žana je to videla, no, je rekla, da je bilo. Zdaj ti razlagaš, jaz pa... To je bilo, ker jaz niti nisem videla, ne, oni so začeli tuliti, ja. Oni so začeli tuliti, jaz sem se sklonila in pa takrat je v nogo preletel, ne, in pa je šlo čez mene. Namenjeno ti je, Petra namenjeno ti je. Ja, tako da... Zato si potem šla še čez 1 leto, pravzaprav si povabilu, a ne na tekmo, ki si jo mogla takrat pač zaradi nesreče prekiniti, si potem pač se odločila, da greš še enkrat. En moment se meni tudi zdel zanimiv in se omenjaš, zdaj so pa pri čustvih, ki so tudi vedno povezana, ne? Pač nismo roboti, a ne? Zakaj bi tekel na take proge, a ne? Zakaj bi sploh tekel, recimo? Zakaj ne bi počel nekaj manj izčrpujočega oziroma napornega oziroma pač nevarnega tudi v tvojem primeru. Omenjaš sram. To se mi zdelo eno tako, tvoje pisanje je izredno neposredno. Ne? Zelo si direktna, poveš točno tako, kot si v tistem nekem trenutku čutila. In ti si v bistvu razmišljala pri sami sebi, da mogoče ne bi šla na to tekmo. Ampak še enkrat, da ne bi šla še enkrat ponoviti te torture. Ne? Ampak eden od občutkov, ki te je potisnil naprej, ga opisuješ nekajkrat, ga omenjaš, zato ga zdaj tudi jaz omenjam, je bil občutek sramu, da to pač bi očitno, ne vem, bilo nekaj, mogoče možno ti pojasniti. V resnici prav zares o sramu govorim pol med samo drugo tekmo, ker bilo je tako, da mi dve res nisva načrtovali, da bo šle še enkrat, ampak potem je Žana takrat, ko sva nehale s 233, je Žana šla potem še na 113, čez 2 dni so imeli štart in je bila tretja od vseh punc. In prve 3 pa vedno povabijo potem še naslednje leto. Tako da ona je dobila povabilo in je rekla meni, a greva pa še enkrat probati euforijo, pa sem pa še jaz njim napisala, se spomnite, se sem mogla zaključiti, da bi mene tudi vzeli še enkrat, so rekli seveda, ne, tam so pa strašno. Ti organizatorji so strašno prijazni, to ni neka ogromna masovka, kot je, ne vem, okoli Mont Blana, ampak je taka res lokalna scena, kot pri nas mogoče maraton 4 občin, tako vsi se poznajo, ti organizatorji, v glavno tudi tekmovalce hočejo čim bolj spoznati. Tako da so bili res veseli in so naj povabili. In tle je šlo bolj za to, da so naj povabili, ok, pa pejva zdaj to zgodbo dokončati. No, vmes, ko pa govoriš o tem sramu, ključen je bil pa res tam, da midve sva od enega leta prej, oziroma še tako je, Žana potem, ko je tekla 113, je prišla v cilj. Tako jaz še nisem videla, ker ona pač zelo uspešna v vseh teh gorskih tekih, bila tudi v Sloveniji, ampak je prišla, ona najprej sam preklinjala, sam klela je, pa sem rekla, to malo pretirava, ne. Pa rekla, ne, to so brutalni tereni, to je noro, to je tako strmo, pa tako, ne, da Kitacga je sploh ne vem, kako so si oni to zamislili, ne. In, no, ampak pa se je smisla v redu malo pretirava, ali pa mogoče ta euforija pa res ni taka, ta trasa, ne. Oziroma prvi del, ki so bile tisto leto, je bil tak, ampak pa sem bila pa prepričana, da to je samo na začetku, pa se pa to malo umiri, ne. Figo, ne. In pol, ko so šle drugo leto, sem jaz res videla tam po enih 100 kilometrih, da je to noro, no. To če prej, ko si rekla, kjera tekma je težja. Nisem pa še najdla tekme, ki bi imela razmerje med kilometri in višinskimi kilometri tako našpičen. No, tukaj je v bistvu 233 kilometrov dolžinskih, pa 2000 metrov vzpona. Ta
ful je strmo, 20.000, ja. Izjemno, pa spustave, izjemno strmo je, no, to je izjemno strmi so te odseki in se moraš skozi v bistvu ali na gor ali na dol, se nikoli ne moreš laufati, ker gre v bistvu za, ker se bolj ne plazaš, ne. In, no in tle, po 100 kilometrih, ker sem res videla, da ta teren pa ne bo boljši, da to bo pa kvečem skozi slabš, pa zmer ne bojo še s čem postregali, ne. No, pa sem pa tle, midve sem res mislila, pol že kar tam na 100 kilometrov nehati, to je pa zmešan, ti so nori. No in tle mi je bilo pa sram. Pona je bilo pa sram, ne, da v resnici so naj povabili, zdaj pa midve nisva niti poškodovane, v resnici so bile tudi še tako, pol že malo vidiš, koliko si med tekmovalci, so bili čist nekje v sredini, ne, niti ne neki slabe na repu, ali pa da bi mogli kakšno časovnico loviti. Sploh ne, in zdaj, da bi pa midve kar za brez veze odstopljeno. Tlej mi je bilo pa sramne. In kvam pa je, in jaz sem pa zdaj organizator me ogledal, ja, povabili smo, zdaj pa jaz kar nekam, pa pridem domov, ne, pa tudi rečem, ja. Si ne bi mogla pogledati v obraz, najbrž, če bi to naredila. Ja, taka sem, da če se nekaj lotem, da se mi zdi, da moram speljati do konca, ne, niso še imeli kamite. Ja, pa še eno, tle je bila taka hecna malenkost, no, da to so se sred noči sprašvali, ne, na eni tranzitni coni, ja, to je začetek, ja, na neki tranzitni coni so se sprašvali, ne, pa so rekli, kam pa zdaj ob 11, kam pa lahko greva, se nimava nič za spat rezerviran, in pa bila, ja, pa peva naprej, ne, in v bistvu je bilo to taka banalnost, ne, in so šle naprej, ne, in potem je bilo celo, kakor je bila tle, predvsem grozna kriza, je bilo pa po tej točki 2000 metrski vzpon, tudi zelo navit. 2000 metrski. Tam je bila lepa pot. Ja, no, pa hočem reči, je bil pa eden bolj lahko, polk enkrat premagaš to, ker si v glavi malo spucaš, grem naprej, ne. Je bilo pa pravzaprav čisto simpel, nekaj časa, ne, se pa so krize, seveda še tako zelo hude še prišle, ne, ampak tle se smo mogli samo preklopiti, greva, ne, in ni bilo nič kaj težkega naprej, ne. Neka taka tolažba v smislu, zjutraj bom vstala in bom šla domov, ampak pol zjutraj, ko si vstala, nisi mogla iti. Ne, seveda ni bilo zjutraj, mi da so šli spat. Po 2 urah spanja. Jaz sem se lih ulegla, ker se mi zdelo, da sem se lih mečkrat začnem toniti v spanc, ker je že ura zvonila, s tem sem imela strašne težave. No, to je pa tudi eno od tem, ki sem jih hotela mogoče tle mečkam predstaviti. Se pravi, spanje na tekmi, ki traja 233 km, tekma traja 4 dni. Ja, zdaj nekaj podobnega. Ja, od tega pravzaprav sta spali po vsaki etapi po 2 uri. Ja. Videla sem si približno na 50 km je bila ta postojanka, ne? To je bila taka zares tranzitna cona, se reče. Tam smo si mi zapakirali tako boršo in noter si dal vse, kar si mislil, da boš kaj rabo vmes, pa za zamenjati, pa kakšne rezervne majčke, štumfe, take stvari. Pa za jest smo tam dobili, pa nekje so nam, odvisno kaj to bilo, je bila to telovadnica, je bila to neka dvorana, so nam dali tiste zložljive posle in tam si spal. Zdaj to si lahko predstavlja, že tam je ljudje prihajali, odhajali, šumeli z vrečkam, tega spanja je bilo tako. Kar je neverjetno, ne, Žana je pač, ne, ona je tudi profesionalna športnica, bila v Rusiji, ona zaspi na 3-4 zdaj in ona spi. In to je res wow. In jaz sem bila, mogoče tudi zato nisem mogla zaspati, ker sem bila toliko fovš, ker ona spi, jaz pa ne morem spati. In jaz se pa uležem, pa zdaj sem spala, koliko je uro, čakaj, če 5 minut je minil. Zdaj pa res. In takole, in ko se... Kaj si kavo pila te? Ja, ne, še tako, na adrenalinte, ne. In jaz vam pa pol malo sem še, ne vem, teh nevrotičnih potez, takoj začne razmišljati, jaz zdaj bi pa mogla spati, če samo 2 ure imam, ne, daj spi, zdaj pa spi, in to, bolj, ker si to govori in slabše. In pa sem lih malo tako odplavala, ne. Sem mečka, veš, tiste najbolj lušten, ko zgubljaš, veš, ko se zvoki malo zginejo, pa ko lih malo, ko mogoče malo trzati začneš, pa že ura zvonila in Žana, gremo naprej, akcija. Tako da je to bilo, no in to me je zvil tam eno 3. noč, je bilo pa hudo, no, tam sem prišla pa že vse tiste, ki tudi te, ki na te vzdržljivostne preizkušnje hode, govorijo o teh halucinacijah, vse to se mi je dogajalo, grozen. A bi mogoče prebrala en odlomek? Ki ga bom ravno, ga boš ti, ga bom jaz? Dej ti.
že tako označen. Imam očala, ja. Ja, no, se pravi, to je zdaj eden od teh odlomkov, ki govori o vizualizaciji oziroma o tem, kako se premagati in kaj, kako iti naprej, čeprav bi v bistvu najraje šla nazaj oziroma pač se razblinila. Ja. Tako da bom jaz zdaj to prebrala. No. In še nekaj tretjega je bilo, nekaj nerazumljivega, kar trezen in prizemljen težko pojasni. Ob vsem tem, ob vseh premišljevanjih, tolmačenjih, protiargumentiranih in premišljevanjih je bilo ves čas poleg neko čudno, a tako absolutno jasno dejstvo, da sem naju videla v cilju. Se pravi, vizualizacija, videla, ti si vaju dve že videla, čeprav je bilo težko, ampak vedela si, da boste tam. Zato so tudi šli še enkrat. To ni bilo upanje, niti želja ni bila. Bil je prizor in bil je tako prepričljiv, kot bi se v resnici že zgodil. Le tja še morava priti. In bil je še nekdo, neka jaz, ki je vse to opazovala v najčistejšem vedenju, da se bo prav tu zgodila točka preloma. Da se bova prav zdaj odločili, če prizor v cilju uresničiva in potem ga tudi bova, ne glede na to, kaj se utegne še zgoditi. Ali pa se odločiva, da ga ne uresničiva in tedaj se bo zgodilo nekaj čisto drugega, kar mi je bilo povsem nejasno. Prepričana sem bila, da se bo zgodilo prvo in z zanimanjem, kot bi spremljala usodna dejanja kakšnih junakov grške tragedije, sem opazovala, kaj bo tista ključna poteza, ki bo dogajanje obrnila v pravo smer. Tale odlomek se mi zdi tako ključen, ker v bistvu si pač ti si že vedela, kaj se bo zgodilo. To je bilo neverjetno, no, to tako, ko govoriš, no, se zdaj tako, mogoče bomo že kar malo neke mistike zašli, ne, pa ne bi rekla, ker to je dejansko nekako se meni zgodilo. Jaz sem, to res ni bilo upanje, to res ni bila želja, to res ni bilo spraševanje, bo tako, ampak jaz sem videla, da to bo tako. In videla sem, zdaj, ko opisuješ, če je bilo tisti telovadnici, da bo tukaj ta točka preloma in da se bo tukaj nekaj zgodilo. In to je bil tisti potem, ki je Žana rekla, ja, greva naprej. Ne. In sem točno vedela, če bo šle pa tle naprej, bo šle pa do konca, 100%. In tako je potem tudi bilo. Je pa res, da tukaj v tej telovadnici je večina odstopila, ker tukaj, to je bilo po nekem takem zelo hudem odseku, tle je marsikomu jasno ratalo, da je Hudič že zdavni odnesel šalo in marsikdo je tukaj odstopil. In pol tisti, ki smo šli naprej, pa večinoma niso pol več odstopili, so še nekateri, ampak to je bilo to. No. Od 124 udeležencev je šlo naprej. Že malo pozabila to statistiko od zadco. Ja, evo, tle jih imam. Se pravi, 124 udeležencev oziroma 62 ekip na začetku in potem 76 udeležencev oziroma 39 ekip na koncu. Se pravi, pravzaprav 1/3 je šla. Je šla domov. Ja. Ima 50% približno na vseh razdaljah. Mislim, DNF. To sem mislila, 50% imajo. Ja. Did not finish. Ja, ker je to enostavno težko. No, tukaj tudi so ljudje, se pol še po raznih internetu, po Facebookih so se razburjali, no, da bi take tekme mogli prepovedati. Ker so pravzaprav življenjsko ogrožujoče. Ja, ne, pa in res so, ja. To, kar se je zgodilo tebi, je bilo pravzaprav še... Ja, in tega ni bilo malo, no. So še imeli, je bilo kar dosti poškodb in pol še tisto leto in eno leto za nama je pol še bila tekma, pa ne več. Ja. Si predstavljam, da najbrž tudi iz teh varnostnih razlogov te tekme pač več? Mislim, da lej, pa prezveze je tle v detajle, ampak čisto so se nekaj skregalo, neko hudo, mislim, da so jih tam tudi odstavili, te tle v Andori, da ne smejo oni več organizirati, ne vem, zaradi denarja neki, ne vem, pa ta COVID, pa tako. To je na državnem nivoju v bistvu vse. Sicer je pa Andora ena manjših držav, mislim, da je 6. najmanjša v Evropi oziroma 17. na svetu.
izpisala sem si par podatkov s tem v zvezi, s temi, sami hribi, nad 3000 in v bistvu je čez ena dolinca, glavno mesto je na 1000 nadmorske, Devela, tako da nekje sem brala en tak komično primerjavo, da je pravzaprav to glavno mesto kot Jesenice. Ja, sej, da rahlo spominja na Jesenice. Ne, sej. Ker je, se pravi, v pač neki dolini, kjer je polet zelo malo sonca, pozimi pa sam smog. Ampak se pravi obkrožena pa z prelepimi gorami, z obeh strani. In se pravi, po tej dolini ena cesta, takole gor iz Francije, čez tisti prelaz, pripelje dol in v bistvu pol takole gre dol v Španijo. Ja. In v nekem takem s tem tvojem prisrčnem slogu pisanja, ki kar potegnejo na branje, mislim, da pišeš nekaj podobnega, kot če je jasno in če se dobro vidi, lahko pravzaprav iz teh vrhov, andorskih vrhov vidiš tja čez do obale Španije, recimo nekje do Barcelone. Recimo. 200 kilometrov. Ja. 200 kilometrov. Mečkena je, tudi ta tekma je tako, da so jo mogli, mi niti nismo šli, da bi šli takole po meji, po hribih, ampak so jo mogli razplesti če noter, pa smo pentle delali, ker imajo premanj, mislim smo. V meji je lik krog, v meji smo naredili, ko smo 113 slavili. Dejansko, 113 km je krog države. Ja, zanimivo. V redu. Se pravi, zdaj ta krog, potem pa še vzporedno s tem krogom po Andori, se pa dogaja še ena linija pohoda, in sicer iz Kranja v Fieso, na morje. To je pa drug del, v Piran. Ja, seveda si do Pirana. No, in to je pa zgodba, ki je tudi izjemno zanimiva, ki pa vključuje ta del tvojega življenja službena, ki je pa pravzaprav tudi življenjska zgodba. Delo z mladimi in tudi določene neke življenjske preizkušnje, ki jih oni morajo preseči, zato da pač pridejo do cilja. In ti jih vključuješ v športne aktivnosti in pravzaprav je tek in te pohodi in tako naprej nekaj, kar dejansko lahko kdorkoli, super, ki si daš gor in greš. Ja. In zdaj greste 170 iz Kranja do Pirana. In to je za otroke nekaj, si predstavljam, izjemen dosežek. No, in zdaj smo v resnici prišli pa do bistvenega, zakaj je ta knjiga nastala. Je pa ravno to, da ko smo midve z Žano tole euforijo zaključili, čez 14 dni smo pa z otroki iz vzgojnega zavoda Kranj, takrat je bilo, mislim, da to šele 4. pohod iz Kranja do Pirana v 6 dnevih peš. Zdaj letos je že 7. smo upravili. In jaz, kaj sem na poti videla, pa je, da se v resnici dogajajo, predvsem mulcem, zelo podobne, pravzaprav identične stvari, kakor so se dogajale nama na najini preizkušnji, oziroma tudi vsem tem super ultra tekačem, pripravljenim športnikom, ekstremistom, da se tudi tem otrokom, mladostnikom dogajajo popolnoma iste stvari. In tukaj se pa meni pol pokazala ta sporočilnost, to sporočilo, ki se ga pol da prenesti, da kdorkoli gre na neko težjo pot, na neko pot, ki mu predstavlja izziv, ker ni neki, pač mora biti majčken več, ne? Kdorkoli si bo en tak izziv zadal, bo doživljal te stvari na poti in bo tudi potegnil na konc nekaj iz poti, neko zelo pomembno lekcijo ali pa neko terapevtsko vrednost poti. In kar se mi zdi pa zelo važno, in tudi to se mi zdel pomemben poudarek, da ko sem jaz videla, skozi kaj vse te mladostniki morajo iti na tej poti. Skozi kaj vse se morajo preboriti. Kakšni dvomi so to, kakšne bolečine so to, kakšne žule imajo, ogroza. Jaz zdaj, ko smo imeli, zdaj sem imela zale en žul, oni jih imajo čas po 3 takole v plasteh, noter, enega pod drugega, takole, in hodijo naprej. Kako oni to se borijo, in jaz sem rekla, tem otrokom je treba dati eno priznanje. Ker oni se niti ne zavedajo, kakšno veliko stvar
dosežejo, ker niso vajeni. To moram tudi poudariti, to so otroci iz izredno neugodnih družinskih razmer, tudi sicer v življenju redko kdaj uspešni, v šoli manj uspešni, tudi nimajo nekih zelo razvitih hobijev ali pa interesnih dejavnosti, kjer bi dobivali neke potrditve. Oni nikoli niso dobri. A se oni zavedajo, kakšen uspeh? No to. In to je bilo... A se zavedajo tega? Ja. Oni se niti ne zavedajo. Jaz velikokrat slišim, da te mulci pridejo do morja pa rečejo, kako vi pravite, da je to nekaj posebenega, če jaz lahko naredim. Grozen, ne? Zavedajo se, ja. Grozen. Ja. In kar sem jaz hotla, pa je, da se jim zaploska, da se jim reče, wow, bravo, in da se njihovo zgodbo, to iz Kranja do Pirana, postavi v bok eni taki ekstremno težki preizkušnji, kot smo midve, doživele, in se reče, oni dosežejo isto. Oni morajo skozi isto se pregurati, oni imajo isto vztrajnost morajo pokazati, borbenost, zavezanost cilju, iste stvari morajo tukaj, uporabiti. Ne? In zdaj, to sem hotela, da se tudi tem otrokom, jaz sem tudi rekla, kakorkoli se javnost dela fino, ne? Te otroke iz zavodov se ima še vedno za barabe ali pa za reveže. In za take, ki nikoli nič kaj pride, iz njih ne bo. Ampak dobro, se marsikdaj kjero našpičijo, to vse drži, ampak če pa naredijo nekaj dobrega, sem si vas rekla, zaslužijo pa aplavz in pohvalo, in zato, to je bilo pa v bistvu tisti moj motiv, zakaj sem hotela to zgodbo napisati in da imajo v resnici knjigo, ki je posvečena njim. Mislim, da ti je uspel, veš, ta namen. Absolutno. Sem res vesela. Tako da tudi upam, da se oni zavedajo, pravzaprav dvojen uspeh, znašli so se na koncu te 171 km poti, pa še v knjigi. Ja. Tako da jih je treba opozarjati na to in se strinjam s tabo, da je pravzaprav tudi javnost tista, ki je odgovorna za ta negativen odnos do določenih razredov, če lahko tako rečemo. Tako da, se mi zdi pač tudi zanimiva ta vzporednica, ki si jo ti potegnila, in pravzaprav mogoče tudi neka napaka, ki si jo ti naredila ali pa ki bi jo lahko naredila na progi evforije, pa bi te stala življenja, je mogoče enakovredna napaki, ki jo oni, če jo naredijo v svojem realnem življenju, jih stane življenja, oziroma jih stane neke priložnosti. Kar je za razliko od, ne vem, pač nekih otrok, ki odraščajo v sorazmerno simbiotičnih družinskih razmerah, res razlika. Ker če ti narediš napako nekje, kjer je varen prostor, se pač ta napaka jo lahko popraviš. Ti na evforiji nisi imela možnosti za popravljanje napak, kot tudi te tvoji otroci nimajo možnosti za popravljanje napak. Vsaka napaka, to je tudi pač, oziroma, tako, da oni te napake jemljajo že kar del, oni jih začnejo kar živeti, to je že njihova kariera, in zato se mi zdi, velikokrat mene sprašujejo, a pa pol oni, ki grejo na to pot, a so pol drugačni, ne? Pa jaz rečem zdaj, kaj bistveno drugačni niso. Ampak, ker je pa ključno, in to mi tudi v zavodu skušamo, ne samo s tem pohodom, ampak z marsikero našo dejavnostjo, doseči pa je to, da jim damo dobro izkušnjo, da jim damo nekaj, kjer oni zmorejo, kjer dobijo neko potrditev, kjer dobijo neko izkušnjo, kako, tle sem se pa zmogel potruditi, sem zmogel vztrajati, in to potem lahko kdaj v življenju jim pa prav pride. In kar sem pa res vesela, tudi ko se pogovarjam s temi, ki so bili na poti, pa mogoče zdaj sploh niso več v zavodu, ampak rečejo, wow, a veste, ta pohod je bil pa meni najboljša stvar, in takrat sem pa jaz res začutil, da pa če se nekaj odločim, pa zmorem. In to oni znajo to povezati, tako da jaz upam, da potem tudi uporabijo kdaj. Ampak je tudi za njih to nekaj neverjetno močnega. In jaz tudi pravim, da ima neke, prav neverjetne terapevtske ali nekaj v tem smislu učinke na celotno skupino, ker to so drugače mladostniki, ki se non-stop nekaj pričkajo, pa lahko se tudi resno skregajo, ki so ves čas živčni, napeti, zelo težko frustracijo prenašajo, v resnici tudi vztrajnost njihov velik problem,
Tukaj, kar je neverjetno, nikoli za resen bend nima kakšnega resnega izpada, sploh pa se nikoli ne kregajo med sabo. To je pa neverjetno. No, tako, da, ali so pa niso tako zmatrani, zato ker ponavadi je tako, da ko pridemo, jamrajo med potjo, ko pa pridemo do tam, kjer spimo, je pa cel žur še, ne. Bi šli pa mi radi spat, se imamo pa oni še lušten, ne. Tako da, in kar je noro, kako povezana ekipa ratajo, to je pa wow. Koliko si en drugega na koncu spodbujajo, ploskajo, koliko jim je pomemben, da bojo prišli do cilja vsi. Da imaš te cilj, imaš pot. Pa spet sem se spomnila na tisto občutek sramu. Ne? Oni so najbrž tudi te, predvsem eno od čustev je najbrž eno močno čustvo, ki ga oni najbrž čez vse življenje ves čas občutijo in so v bistvu prenasičeni, je pač ta občutek sramu ali krivde ali nečesa, neka negativna čustva. No. In po takem pohodu pa v bistvu lahko občutijo zgolj in samo ponos. Mogoče niso vajeni tega, ker pač so vajeni drugih negativnih občutij. Ker jih pravzaprav navajeni so, da jih vsi gledajo na nek način kot In najbrž si pač mislim, da če to prakso, če se jih spodbuja v to prakso, da se jih pač spodbuja tudi to, da govorijo o tem, kar se jim zgodilo, ker mislim, da bi vsakdo, komorkoli bi omenili, ta svoj uspeh bi rekel wow. In večkrat, ko slišiš ta wow učinek, je potem pač se nekaj zgodi. Ja, ker sem rekla, oni se ne predstavljajo, da je to neki wow. In enkrat je bilo tudi meni šokantno, en fant je v šoli skrival, da je on bil na tem pohodu in potem je učiteljica videla, mislim, da je pa po radiju smo bili, pa po televiziji, in pa je učiteljica videla in ga je izpostavila. In njemu je bilo v resnici neprijetno. Ker ni vajen in da mu on ni, poskajo, ker je pol rekla, da je vstan, pa mu je razred zaploskal, je rekla, on je hotel pobegniti ven, ker ni vajen. On je vajen, da se ga graja. On je vajen, da se ga graja, to je njegova cuna obdobja. To je zanimivo. Sprav genialnost te knjige, poleg tvojega sloga, vseh teh nekih od humornih vložkov, ki jih res z nekem svojem stilu, ki čist specifično tvoj vpleteš v to neko potopisno, tekaško, apostolovsko dogodivščino. Hkrati še neki poetični opisi, wow, mislim, da sem tako uživala, da se neka pesnica je, tudi pesnica je v tebi. No, se pravi, in ob tem še pač neka ta vzgojna opeka teh pač mladih, ki so sestavili potem to celo stavbo te zgodbe in dali piko, to zadnjo piko na i. Da brez teh otrok ta zgodba ne bi bila, tudi ta tvoja zgodba dobila drugo perspektivo. Ne bi bila to, kar je, pač perspektiva. Točno tako. In to v resnici se jaz tudi skozi govorim, da to nekako kaže na to, da zgodba ni, da knjiga ni tekaška. Tekaška je mogoče, tekaško je dogajanje, ampak sporočilo pa ni zgolj tekaško. Lahko govori o doseganju kakršnih koli ciljev, večjih ciljev. Povsod so vzponi, povsod so padci, dvomi, tehtanja, a bi ali ne bi, povsod so mogoče stran poti, ko večkrat skreneš, ker da povem, midve so se na euforiji 13-krat zgubili in so mogli pol tudi nazaj iti, ker je bilo spet psihološko izjemno naporno, ampak v vsakem te stran poti so vedno, kakršen koli cilj dosegamo, zato pravim, da ni to zgolj tekaško. In vmes so pač vmesni cilji, pa vmesni navali, navdušenja, euforije, nove ideje. In vse to se o tem pravzaprav knjiga govori. V bistvu je to zgodba o življenju. Je v bistvu zgodba o vzponih in padcih in pravzaprav o tem, da se, ko padeš, nujno in da je vedno, in to je pa na teh tekih, tako neverjetno na teh dolgih tekih, ko včasih misliš, da res niti koraka več ne moreš in potem pride nek neverjeten preobrat, ali malo odspiš, ali mogoče kaj poješ, ali je nekaj, ki niti se ne da razložiti in je kar naenkrat spet okej. In je vse v redu in greš naprej. In greš lahko, ker se pač z glavo
na nek način tudi premikaš, ne samo z nogo. Ja, oziroma ne, včasih je tudi telo kar naenkrat drugače, kar dela. Ne gre samo za glavo, ampak zanimivo, no, kako so ta nihanja in dejansko so. In jaz še vedno ne vem čisto, česa so odvisni. Ja. Sprav je smisel v teku. Ja, v smislu, ja. Jaz zmeraj rečem, da po neki taki zgodbi je meni boljš ali pa drugače, kot mi je bilo pred. Ali pa po teku mi je zmeraj boljš ali pa drugače, kot mi je bilo pred. Zato to je že zadosten razlog, da se odpravim na laufat ali pa na pot. Čeprav kot, tudi na začetku, da še ene par stvari preberem, na začetku pišeš, se pravi o tej krizi, o kateri smo pravzaprav na začetku govorili, tam v tisti telovadnici, ko pravzaprav bi se najraje obrnila in šla domov. Se pravi, pišeš, namesto, da bi se kotalili v alpskem cvetju polni veselja, kot furiji odtopelo dirjeva skozi vse to, zakaj že? Ne bova pokorili še neosvojeni gorovi na nekem drugem planetu, ne bova se prerinili čez ozemlja, kjer še ni hodila človeška noga, nič novega ne bova odkrili, le 233 km Andore bova pregurali na meji svojih moči, 233 km brez vsakršnega pomena, kot si jih je zamislil nekdo in mi mu brezumno sledimo. Zato ne bo na svetu nič drugače, nobena vojna ne bo končana, lačni ne bodo siti, na Facebooku pa bi bržkone dobili več lajkov za sliko hamburgerja s pivom. Ja, tako je. Kar probite. Mir pa hamburger objavljajo. Težko verjamem. Vsi dol padejo. Ja. Ampak pravzaprav sva prišli do zaključka, da je smisel v teku, mogoče tudi med drugim, ne samo da gibanje vpliva na zdravega duha, ampak da pravzaprav je simbol premikanja mej in premagovanja samega sebe. Ja, zdaj lahko pa tle še dodam, da ravno ta vikend, so pa Žano rekli, da bova doživele pa tole pot do morja, tako kot jo doživijo naši mulci. In so šli v enem kosu, se pravi, da sva štartale v Stražišču in se ustavile v Piranu naslednji dan. Tako da meni je bilo res težko, sem malo videla, kako trpijo. In vmes tam na Medvedem Brdu, niso pa to tekmovalno zastavljali, tako da so šli tudi jesti vmes, pa na Medvedem Brdu v tisti kmečkem turizmu smo si privoščili kosilo in pride gospa, blazno dobro ima tam za jesti, in pride gospa, pol se tako usede do naju, pa prav, zdaj pa vidve meni nekaj povejta. Zakaj vidve tole počneta? In sem bila jaz kar večkrat zadregi, pa sem rekla, pa mislim, da sem ta odgovor nekje prebrala, sem rekla, zato ker lahko. Aha. Mislim, da je to en že nekje rekel, in to je tak prikladen odgovor, ker v resnici nisem čisto vedela, kaj bi rekla. Pa sem rekla, gospa, lahko pa jutri vam povem, ko pridem v cilj, mogoče mi bo takrat bolj jasen. In je rekla, no pa mi napišta. Knjigo bi mogla, da. Saj res, ja. Pa je rekla, no pa mi napišta message, in potem sem pa res, prišla sem bolj naslednji dan, pa sem rekla, lejte, gospa, sva prišle, ne. Sem rekla, zato, ker je neverjetno in nepopisno dober občutek, ko ugotoviš, da zate ni nemogočih poti. In to je en tak, v resnici gre tle, se pa sem tudi jaz razmišljala, zakaj gre tle, pa to presega, zakaj mi to rabimo to. Gre tle za neko potrditev sam v sebi, da zmoreš vztrajati, da zmoreš cilj doseči. V bistvu gre za iskanje neke potrditve. Včasih so hodili v vojno, pa so si pol propodvali zgodbe, kako je bilo. Zdaj pač si to vojno takole naredimo in pol, kjer še to je hecen, ker mi da smo imeli noro burjo. Do razdrga je šlo kar po maslu, od razdrga naprej bila pa taka burja, da naj kar predstavljali. In se niste ustavili? In smo šli naprej. Zakaj se niste ustavili? Ja, ker pač so si zadali cilj, ne? Da pač, da ste počakali, da burja. Tukaj pa sem jaz vedela, da bomo prišli do konca. Burja je
bila, ja ne, ker jaz sem pol... Postavili so avtocesto, vsi stojijo vidve. 100 km, tam čez Kozilo so šli kar po luft tam, čez tistim grozom. Sam zanimivo, ko živali pol vidiš. Ja. Mokajo in ne slišijo te. Ja, svinje, lisice, vse. Ja, in, no, ampak kaj sem pol seveda, ne, zdaj tisto burjo so klele, ne, no, vse možne načine, ampak kaj zdaj, ne, ja, kaj zdaj rečemo, ne, ja, še dobro, da je bila tista burja, zato, ker če pa ni malo zajeb, pa ni fajn, ni dobra zgodba, pol ne moreš pripodvati, je bilo čist simpel, moraš reči pismo, res je bilo grozen. Tebi to res motilo, ali ti zdaj to malo. Ja, vmes me je malo, veš kje, tam dol, v resnici dol, ker sem mislila, da na morju je pa največ, je bila pa še hujša. Tam proti jutru, tisti je bilo pa res, ja. Tam sploh nisem že opazila, da je sploh pihal. Ja, to je. Ne, ker to je že tako, ker vokaš ta piran, že vidiš tam za vogalom je. To je čisto drugače. Ja, tako, v redu. Zdaj, jaz sem pa pravzaprav tudi zavohala, da je mogoče priložnost, da zaključimo današnji večer, da ga zaokrožimo, ja, da povabimo vse, ki ste bili danes z nami, če knjige še niste prebrali, da jo vzamete v roko in jo predelate. Berite tudi na splošno, uživajte, pridite v knjižnico na kulturne prireditve in se vidimo prihodnjič. Pa hvala Petri za ta Hvala lepa, hvala, ker ste prišli. Naslednjič povejte, da se da hoditi že po knjižnicah in po dogodkih. Ja.